Punce živijo! Danes nas čaka make-up look s samimi novostmi iz prejšnjega videa, ko smo bile s puncami na Dunaju, na DM-ovi lepotni konferenci, kjer so nam predstavili novosti. In danes bomo te novosti ne razbile, ampak uporabile na našem obrazu. Pred tabo je video poln enih novih izdelkov, ki so od tega trenutka na voljo pri nas v DM-u. In uporabila sem tudi nekaj drugih stvari, ki so zvabile mojo radovednost. DM je izdal pred kratkim njihovo novo linijo črnih izdelkov. In ker so črni izdelki ful v trendu, sem bila radovedna, spet. Črno masko sem že preizkusila, če klikneš sem gor, lahko pogledaš, kaj sem si mislila o tisti črni maski. Zdaj ta njihova črna maska je malo drugačna, ker ne obljublja, da ti potegne nečistoče ven, ampak obljublja drugo zadevo. In sicer, da preprečuje nastanek novih ogrcev, nečistoč in tako naprej in tako naprej. In čaka nas ogromen dela, spet. Tako da, jaz se veselim, upam, da se tudi ti. Če te zanima, se veš, ne? Ne ugasen, ampak glej naprej. Ok, prva zadeva, o kateri bom govorila in preizkusila zadeve skupaj s tabo, sta balejna gel in pa maska. Gre za črno linijo, vključuje tudi obliže za nos, ki naj bi potegnili dol tvoje ogrce. Danes ne bom tega preizkusila, ampak se bom osredotočila na njihov gel in pa masko. Piše, da naj bi ta gel kožo nežno očistil, z nje odstranil loj, ličila, delce nečistoče, umazanijo iz okolja in vse skupaj tvoje kože ne izsuši. Pantenol in vitamin E koži pomagata ohraniti njeno naravno ravnovesje vlage. Ob stiku z vode se črni gel spremeni v fino peno, ki poskrbi za mehko, osveženo in čisto, čudovito kožo. Gel uporabljaš zjutraj in zvečer, naneseš ga na vlažno kožo, ga speneš z malo vode in spereš s toplo vodo. Mislim, da je gel lepo odstranil vse nečistoče z kože in da je definitivno občutek bolj čiste in pa matirane kože, tako da super. Zdaj bom nanesla masko z antibakterijskim učinkom za nečisto in mešano kožo. Združuje nego in čiščenje kože v enem. Salicilna kislina in cink ob redni uporabi pripomorata k obrambi pred nečistočami in bakterijami, ki povzročajo nastanek mozoljev. Gre za potem čudovito, osveženo in spočito kožo, ko nanesemo to masko in jo pustimo gor 10 minut, tako da pa da vidimo. Ok, gre definitivno za drugačno črno masko, kot sem jo jaz testirala v enem od svojih videov in me ni navdušila. Ta ne odstranjuje ogrcev, ne trdi tega, pač pa sestavinami v bistvu tvojo kožo neguje in pa prepreč nastajanje v bistvu mozoljčkov, ogrcev in tako naprej. Bom pokala na svoj obraz. Je prijetnega vonja. Zgledam seksi. Ok, počakam 10 minut in bomo videli, kako se bo moja koža počutila po uporabi. Ok, maska je dol, prijeten občutek na koži, zelo tak mehek, oziroma koža je mehka. Zdi se mi definitivno cool, da je DM ponudil črno linijo, torej njihovih izdelkov, in če si tudi sama radovedna, kako delujejo, definitivno bi ti najbolj priporočila masko, ker je tako zelo prijeten občutek po sami uporabi. Mi pa nadaljujemo z make-upom. Svoj make-up bom začela z Alverdinim Hydro Primerjem. Gre za prvi korak, preden nanesem podlago. In če imamo kakšno zadevo, kak dogodek, valeto, maturantski ples, kakršenkoli dogodek, kjer se bomo veliko fotkali, potem ti priporočam, da uporabiš primer. Danes sem uporabila novo zadevo, novo podlago od Trendy Dapa. Gre za Matte Beauty Perfection make-up, torej podlaga, ki matira tvojo kožo. Tap, 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 tap. Vzamem čist čopič in nadaljujem s tapkanjem podlage v kožo. Ok, prvi vtis na tole podlago je wow. Ful lepo je matirala moj obraz, lepo, všeč mi je, kako prekrije, torej ne preveč, še vedno se vidi moja koža čez, kar je meni pomemben. Jaz nočem na svojem obrazu načeloma imeti fasad in preveč obtežiti svojo kožo, tako da
videz te podlage mi je noro všeč. Naslednja zadeva je korektor. Ta korektor od Alverdeta je pritegnil ogromno pozornosti že v prejšnjem videu, ko sem naredila unboxing. In sicer gre za serum, prvi korak, in potem korektor, drugi korak. Torej 2 v enem izdelek. Zdaj, ja, bi to mogla najprej nanesti na suho kožo, oziroma na kožo brez podlage. Mislim, da je ta korektor lepo in prekril in hkrati osvetlil področje pod očmi. Zdaj, mislim, da je ta serum ne za podočnjake, ker piše na korektorju Anti-Spot Concealer. Glede na to, da je vse v nemščini in jaz nemščine ne razumem, niti besede, dobro, anti-spot to razumem, pa ne, če to ni v nemščini, ne. Probajmo. Ker cink posuši, ne, oziroma pozdravi mozolček. Mogoče pa za oboje, in podočnjake, mogoče ga ni treba uporabljati na področju s podočnjaki v kombinaciji s serumom. Mislim, da je serum samo za mozolčke. Okej. Naslednji izdelek je od Trended Upa in sicer ne vem, kako bo funkcioniral v praksi, glede na to, da je to produkt za obrvi in da ima konico tako zelo veliko. Dajmo probati. Če ne bo funkcioniral, imam tukaj še en izdelek za obrvi. Ok, definitivno s tem izdelkom moraš imeti čisto rahlo roko, kar je ekstra pigmentiran in nočeš imeti ekstra narisane obrvi. Čisto nežno vlečem po obrveh. Malo več natančnosti je potrebne v sami glavi obrvi. Ampak načeloma ta izdelek čisto ok deluje. Zdaj bom vzela čopič. Ok, bom čisto iskrena. Jaz sem mislila, da bo ta izdelek tak totalen fail, ampak ni. Je v bistvu rezultat zelo lep. Wow, love it. Se mi pada. Ok, dajmo dokončati kožo. Jaz bom uporabila osvetljevalec s takim zanimivim aplikatorčkom na vrh ustnice in pa lok obrvi in pa lično kost. Zdaj pa zabriš. Še en izdelek imam v roki za kožo in sicer je tale paletka od Trended Up. In zdaj bom na ta kremen produkt od Alverdeta nanesla še malo osvetljevalca v prahu. Zato bo res skočil tole ven. Ugrabim z velikim čopičem še to prvo senčko za konturo. V bistvu ne želim dramatične konture, ampak samo malo toplit obraz. Tako da čim večji čopič, čim bolj puhast, mehak in samo pobrišam s čopičem, torej po ličencah. Tale lesk, ki se dogaja na ličencah in pa pod lokom obrvi, mi je noro všeč, tako da mislim, da bom danes ostala sfokusirana na kožo. Look bom zaključila še z enim izdelkom in sicer gre za rdečilo. V bistvu vse odtenke sem nekako združila in probala ujeti na čopič. Nasmehnem. Na učke bom nanesla take zelo rozkaste, lepe, tople odtenke. Čeprej pa nanesem primer. Katero barvo? Najtemnejšo. Wow, kakšna pigmentacija. Torej, z nežno roko jo zabrišem v svojo gubo, očesno gubo.
v notranji kotiček s to najsvetlejšo in pa z vijolično zaključim še po spodnji črti. Čas je, da tele naše učke zaključimo. Jaz jih bom samo še malo dvignila s pomočjo eyelinerja, torej, da bo sam pogled malo bolj nagor. Uporabila bom od She njihov Quick Eyeliner s tako res ozko konico. Eyeliner kljukca. Zaključim očesni luk z maskaro in sicer Trended Up nova maskara Maxi Volume Eye Tension. Ok. Let's do it. Tale maskara ne samo, da je poudarila volumen mojih trepalnic, ampak jih je ful lepo tudi ločila. Narazen. Lepo. In tudi, ker je taka krtačka, v bistvu do spodnjih trepalnic zelo z lahkoto dostopaš. Wow. Tada! Učki so končani. Usta so na vrsti, najprej jim bom podarila en peeling. Peeling je fajn v bistvu narediti vsakič pred kakim bolj pomembnim dogodkom, zato da nimaš na ustih tiste odmrle kože. Ker kot rečeno, hočem ohraniti lep, svež videz, bom nanesla nude šminkico v odtenku 7, Primrose. Tale look pa zaključim z lip glossom od Trended Upa. En je malo svetlejši, en malo temnejši. Bom kar oba uporabila. Prst. Alright, tale look je končan. Upam, da si uživala v preizkušanju teh izdelkov skupaj z mano in v komentarju mi zapiš, kako se ti zdi celoten look in katero od izdelkov te je najbolj navdušil. Mene je definitivno osvetljevalc in pa maskara. Kot rečeno, vsi te izdelki so na voljo v DM-u od tega trenutka dalje. Definitivno prečekiri tiste, ki so v tebi vzbudili največ zanimanja. In to je to. Gledamo se v naslednjem videu. Ostanite čudovite in do naslednjič. Čau!